Dober večer. Zamisel teh večerov pred tvoritvijo oziroma v času, ko razstava nastaja, je, da razstava ne bi bila tako kot en tak ločen dogodek, ampak da bi bila nekako vteta v življenje in da je razstava pred razstavo. Prav, da je nek proces, ki po eni strani teče ročno, ko je treba vse to narediti in postaviti, po drugi strani pa vsebinsko, tako da gre kot po dveh tiricah. In ta vsebinski del so te trije večeri in pa delavnica v soboto z Mariborom. Tako da jaz sem izbral tri teme, v kateri mislim, da dobro lahko predstavljajo ta vsebinski del priprave, ker zame je vsaka razstava pravzaprav eno delo, ni razstava kraj, kjer se neko delo pokaže, ampak je razstava samo delo. To sem se naučil od skupine Bohop, ko smo recimo postavili razstavo nekje v Novem Sadu ali Beogradu ali Zagrebu, mi smo šli brez, da bi karkoli nesel sabo. In tam smo šli v trgovine, pa na odpade in zbrali vse, kar je bilo potrebno za narediti razstavo. In tako nekako vsebinsko se te tradicije držim, da je razstava sama delo. Potem to delo ima pa svoje vsebinske ozadje, konceptualne ozadja. In ko se gradi razstava kot nekakšen, zame to nekakšen energijski organizem, ko se gradi ta razstava, hkrati nastaja neko polje, to energijsko polje razstave, hkrati želim, da tudi vsebinsko v smislu sfere zavesti, noosfere, da nastaja tudi na nivoju zavesti ta razstava. Tak večer zdaj ni samo zato, da bi jaz vam pripovedoval svoje zgodbe, ampak zaradi tega, da začnemo skupaj delati na tem, da nastaja to polje zavesti, ki je del tega, kar želimo povedati. In tako, tukaj smo v timu z mojo ženo Mariko, pa njeno sestro Zvono in Simonom Čudovan sodelavko. In ja, čez dan delamo in v večerih bomo pa se posvečali teh vsebinskih stvari. No, tako, da razumete, za kakšen kontekst gre. Glede današnje teme je pa bi rečem to poudaril, da jaz gledam na umetnost kot na nek ustvarjalni akt. Se pravi, umetnost ne, to je ohojevska zapuščina 60-ih let, ali tradicija 60-ih let. Takrat smo rekli, da so galerije pravzaprav živalski vrtovi, tako kot živalski vrtovi, kjer žirafe ne smejo prosto tekati po savani, ampak imajo vsega svojo sobo in v enem je slon, v drugi je opica. Potem smo pa sami začeli razstavljati v galerijah. Ampak to je zdaj to, kar sem pripovedoval, namreč kako se da to spremeniti, da ni tako, da se vsebinsko spremeni, da je pravzaprav vse, ali umetnost se dogaja na ulici, ali se dogaja v galeriji, ali kjerkoli, možno je zmeraj najti način, kako je lahko živa. Ampak vendarle je v osnovi tega je življenje, gre za življenje, samo da v določenih stvareh življenja se ne da
znotraj tkiva življenja samega kaj narediti. Recimo v zvezi s tem večdimenzionalnim prostorom, mi že od Einsteina vemo, da ni ničesar drugega kot samo svetloba v različnih frekvencah. Ampak mi se še zmeraj nismo navadili, da tega stebra ni, da je to informacija. Še zmeraj se nismo navadili na te. Na vsakem, kadar govorim tako reči, zmeraj moram povedati, da so znanstveniki zaračunali z najboljšimi računalniki, da je materije samo toliko, kolikor v eno družinsko sobo se jo da dati. Da je materija, to so tisti drobci, veste, CERN in tam v Ženevi, take reči, to raziskujejo. To so taki drobci. In razdalje med temi drobci so kot razdalje med zvezdami. Da to zgleda trdno, to je informacija. To je to, kar se danes v znanosti reče noosfera, to je sfera zavesti. To je internet zavesti, vse to je kreacija. Venski pari, to je največje kiparsko delo si ti. Zato, ker v vsakem trenutku mi iz vse te zglede vibracij in drobni koščki materije vmes, mi vse to povežemo v trenutku in naredimo to sliko. To mi vemo že 100 let, ali pa če bi hoteli vedeti. Vse to je že, ampak mi vztrajno sebi dopovedujemo, da je to edina možna resničnost, v kateri bivamo. Zato jaz vidim, no to bi bil tak primer, recimo, kjer jaz vidim smiselnost umetnosti. Ta smiselnost je pokazala že v renesansi, naprimer, ko je bilo treba rešiti polje gledanja, to se pravi polje, kako prevajati, ali pa sposobnost, kako prevajati ta kaos vibracij, plus te male zvezdice materialnih delcev v tako perspektivično realnost, to se pravi, da vidimo, da je steber bolj oddaljen od stene. Na srednjeveških slikah se to še ne da videti. Ljudje to še niso znali. So morali umetniki izdelati tak način. In tudi to je znanstveno dokazano, da določena afriška plemena, ki poznajo Michelangela, ne vidijo perspektivično. To je umetnost, mislim. To so določena polja, področja, kjer enostavno je treba taki ljudi, ki se vržejo v neko norost in skušajo ljudem pokazati čisto neke nove možnosti, kako je mogoče stvari videti in razumeti in dojemati. In tako moj interes glede tega večdimenzionalnega prostora je preprosto ekološki interes, ker vsak lahko vidi, da smo se znašli na prostoru, ki je prevozek. Toliko se uničujemo okrog sebe, kot slon v trgovini s porcelanom, se premikamo sem in tje in vse posod naletimo na meje. Ampak ta prostor, ki je prevozek, je naša kreacija. To pomeni ne samo naša kulturna, ker je deloma je to kulturna, ker to se iz roda v roda, mi otroci vidijo večdimenzionalno, mi tako jih začnemo potiskati v te sheme. Temu se reče matrica, določen vzorec, to so določeni vzorci, ki so v naši zavesti, ki so kulturnega izvora, to skozi tisočletja nastaja in mi vse to čudovito večdimenzionalno stvarstvo dojemamo in naša zavest iz tega pobere tiste koščke, ki pašejo v ta določen vzorec. Ampak ne moramo se zgovarjati na kulturo, ker tega ni, ampak tega ni, temveč
tega ni, temveč ustvarjamo v vsakem trenutku. Veste, se to tudi vemo iz optike, da vendar sliko, ki jo vidimo, je naša zavest čita svetlobne impulze in sestav sliko v takem drobcu sekunde, da ne moramo niti opaziti. Mislimo mi, da je tako, da je realnost taka. Realnost ni taka. Realnost, vemo 100 let že, da je sestavljena samo iz vibracij svetlobe. In tistih redkih drobcev materije, pač glede na ta svet, to dimenzijo, so tudi pomembni. Tako da moj ideal bi bil, da se sploh ne bi ukvarjal z risbo ali z instalacijami, takimi umetniškimi rečmi, ampak najbolj me zanima to, kako nastaja realnost. Kot slika. Ker to, kar zdaj gledate pred sabo, je v bistvu, vem kaj ne rečem, Van Gogh ali pa Cézanne. To je slika. Ta slika je pa večdimenzionalna, ker so zraven tudi občutki, so misli, ko zdaj premišljujemo o tem. Seveda, zelo kompleksna zadeva. In tukaj moj največji interes je, kako se tukaj, kje so tukaj možne spremembe. Ker vse naše težave, mi imamo to težavo, da nam upada nek nacionalni dohodek, kaj je to, in da nam razpadajo države in take reči. Denarni sistemi. To je zaradi tega, ker zemlja ne more več prenesti takega pritiska. Mi na 1/6 zemlje delamo 100% pritisk. Ker zemlja je 12-dimenzionalna, mi pa samo na eno dimenzijo pritiskamo v milijardah. In to se ne more iziti drugače kot zelo neprijetno. Tako da te stvari so povezane, to je čista ekologija po eni strani. Po drugi strani je pa umetnost, je način, kako ustvarjati. Vsak od nas je popoln ustvarjalec, v tem, ko v vsakem trenutku, v vsakem drobcu sekunde kreiramo neko realnost. Ampak smo postali zastareli. Uporabljamo tako, kot če bi v 20. stoletju slikal take, kot so to freske. To so tiste historični realizem. Mi delamo, mi smo, ali pa tak, socializem. Tipični socialisti smo, mi totalno gledamo samo materialistično. Kot da bi bila to res nek materialni svet. To ni materialni svet. Zdaj, tako da težave tem, da se mi ujamemo v svojo lastno kletko, mi ustvarjamo ta ozek svet, v katerem dovolimo bivati, recimo rastlinam dovolimo, živalim tudi dovolimo, ampak zmeraj manj prostora dovolimo, ne dovolimo pa drugim bitjem, ki nimajo materialne dimenzije. Tisti pa smejo biti v določenih religioznih vzorcih, ali pa v določenih duhovnih vzorcih, duhovnih gibanj, ampak ne smejo biti pa del vsakdanje resničnosti. V bistvu je to zelo zatiralno, kar počnemo, ker vzdržujemo nek prostor, ki so ga Newton in neki razsvetljenci konec 18. stoletja so imeli to idejo, ki danes velja, to je še kot absolutni zakon na vseh univerzah, da to, česar se ne moreš dotakniti, da to ne obstaja. In kar ne moreš dokazati na razumski način, da ne obstaja. S tem smo si zagradili neko polje,
izjemno ozek prostor, v katerem vztrajamo in upamo, da bomo kar rešili svoje probleme. Jaz se to absolutno ne morem verjeti. To ni mogoče. Vidim pa zelo preprost to rešitev in to je, da se odpremo večdimenzionalnosti. Da pristavimo na to, kar resničnost je v svoji kompleksnosti, celovitosti. Kako bi to so različni načini, kako se da zdaj ta večdimenzionalni prostor razložiti. Mislim, tukaj v osnovi so dve poti. Eno je izkustvena pot. To pomeni pot, ki gre preko dojemanja, preko percepcije, preko spremenjene percepcije. To se pravi percepcija, ki ni izključno vezana na naša čutila, ampak se enako ozira, ko se stavlja to sliko sveta, se enako ozira tudi na čustvene vzgibe, potem pa na intuicijo, se pravi na srčno zavest. Srčna zavest je določena zelo natančna oblika zavesti. Ni to samo taka romantična fraza, ampak moderna znanost je odkrila, da ima srce svoje lastne možgane, to se pravi, da ima svoj lastni avtonomni sistem, preko katerega lahko ve, kaj je res in kaj ni res. Potem pa telesne reakcije, se pravi, kako s telesom čutimo kot celoto, ampak točneje s svojimi energijskimi polji. Največ čutimo s svojimi energijskimi polji, s tako imenovano auro, ki je na robovih, prekrita s takimi finimi membranami. Tako kot koža je telo zaščiteno s kožo, da ne more paciliti se odreti noter. Tako je tudi naše energijsko polje zaščiteno s temi membranami in te membrane reagirajo na vsak najmanjši vzgib. In preko tega vzgiba se potem občutek prenaša na telo, na naše preko čustvenih reakcij, nekako je možnost, da začenjamo občutiti svet drugače. To pa pomeni predvsem, da znamo prevajati na drugačen način. Ker zdaj, kot rečeno, smo vpeti v določen vzorec prevajanja. To je kot naša zavest, določen vzorec, preko katerega prevaja vibracije, pridejo do nas vse vzgibe, jih izloči, okrog 90% izloči kot nečitljive, zaradi tega, ker ne ustrezajo temu, kar so se izmislili tisti fantje konec 18. stoletja. Temu ne ustreza in to je izločeno. Potem pa iz tega, kar je ostanka, pa sestavi sliko. Zdaj, če pa tako razširimo polje dojemanja, potem dovolimo, da prihajajo tudi impulzi, vibracije, dojetja drugačnih kvalitet in na ta način, torej bolj subtilna navadno, in na ta način nastaja možnost, da začenjamo vizualizirati, torej tudi videti realnost na drugačen način. Tako kot večplastno, da hkrati to ni, da se uide iz materialnega sveta, ampak materialna resničnost je rekel, prva od razsežnosti, tisti, ki so najbolj bližje telesu. Potem naslednja razsežnost bi bila to, kar se imenuje bioenergija, življenjska
energija, ki se pretaka skozi vso zemljo, vsa živa bitja. To je kot nekakšen življenjski organizem zemlje, ki se pretaka po celi površini. In pa zavest. Zavest je tudi kot ena posebna razsežnost, kot sem prej rekel, ta nova sfera, sfera zavesti, je neka samostojna enota prostora, tako da ravno tako vse posod prisotna, zavest kamna, zavest stebra, zavest hiše, zavest dreves, gora, piramide, mislim Marikos, zavest morij, rek, vse to je zavest, ne govorimo o bitih, vse to vsaj nekakšna hkratnost teh razsežnosti, ampak to je vse še v okviru tega utelešenega sveta. Seveda. Recimo prav tukaj s temi risbami, to je prva soba, ki smo jo že postavili danes, so risbe, s pomočjo katerih skušam lastna dojetja na ta način skušam tako formulirati, oblikovati, da bi posredoval neko idejo o tem, kako lahko nekaj, kako se da videti, recimo, bitje drevesa. Kako se da videti, kako se da vizualizirati, oziroma prevajam tudi razne kipe boginj, univerzalne matere, boginje, potem tam so razni kraji in razsežnosti, moje zadnje knjige o Parizu. Prevajam v take preproste likovne like, zaradi tega, da omogočim tem bitjem, tem svetovom, da dobijo nek obraz, da to je način, mislim, ki umetnost ponuja, da se tisto, kar je v nebitnem prostoru, kar je izrinjeno, ker ne bi bilo treba, da bi bilo izrinjeno, je na osnovi tega vzorca, ki se ga držimo, izrinjeno iz območja vidnega. Tako v 19. stoletju, na primer, je bilo tako z impresionisti. Takrat je bila doba največjega materializma in je cvetelo realistično slikarstvo. Tako, ki je ljudi, bi rekel, naravno spodbujalo, da bi bili čim bolj oski v svojem gledanju. In takrat so impresionisti odkrili, da je svet drugačen, če se gleda skozi meglo. In kako so jih zasmehovali, komaj so preživeli, tisti so danes njihove slike, vredne desetine milijonov, so komaj preživeli, zaradi tega, ker je masovna zavest ni hotela niti tega videti, da se skozi drž da gledati po krajinu, da je to tudi lepo. V bistvu je to, kot so bile te realistične slike, so bile to, kar mi vsi danes delamo še zmerno. In impresionizem, to je bil zame, oni so bili uporniki, to je bil čudovit upor. Špinačari, so jim rekli. Impresionistov. To je bil sjajen upor. In tako, mi kot pri Uhoju smo bili bolj navdušeni za dadaizem, nam se je zdel to še boljši upor. Ker je v osnovi postavil kot vprašaj vse vzorce, ki jih je postavila naša civilizacija in v katere ljudje verjamemo, je postavil kot vprašaj. In mislim, jaz se tega recimo osebno držim še danes, se mi zdi pomembno, to, kar umetnost lahko naredi, je, da
pokaže neko alternativno možnost tega, kar recimo obstaja. Alternativno možnost videnja tega, kar obstaja. To bi bila ena možnost je, da jaz zato uporabljam recimo določene vaje, ki tudi učim, vaje dojemanja, percepcije, kako te nevidne razsežnosti, ki sem jih preimenoval kot vitalno-energijske ali bioenergijske in pa nivoje zavesti, narave ali drugih biti, kako se da to dojemati skozi lastno izkušnjo. Mislim, da je ta pot najbolj pomembna. Druga možnost je pa konceptualna, zapravo spremeniti sam vzorec dojemanja. Jaz se zadnje leta ukvarjam, na tej strani smo še Jaz se zadnje leta, mene je že v 80-ih letih zelo inspiriral nek fizik, nemški fizik Burkhard Heim in se zadnje leta se spet s tem intenzivno ukvarjam, je matematično dokazal 12-dimenzionalni prostor v svojih knjigah. On je že pokojni, starejše generacije fizikov in matematikov. In osnova tega sistema je, da obstajajo paralelni svetovi, torej, ki mi rečemo simultanih, hkratni svetovi na različnih frekvenčnih stopnjah. In vsak od teh paralelnih svetov ima svoj način, kako se udejstvuje, bi rekel, v našem materializiranem prostoru. Poleg tega, kar je seveda najbolj pomembno, da je prostor zase. Ampak večdimenzionalnost nastane potem, ko se ti različni svetovi med seboj prepletejo oziroma jaz temu rečem interdimenzionalne portale, to se pravi nekakšna vrata, skozi katera lahko komunicirajo, če lahko komunicirajo. Oziroma komunicirajo lahko zaradi tega, ker življenje ne bi moglo obstajati, če ne bi. Mi lahko to samo ignoriramo, kar kot civilizacija to počnemo. Kaj mislim s temi sinhronimi svetovi? Je na primer pri živalih. Živali srečujemo kot določena bitja. Ampak živali imajo svoje lastno noosfero, sfero zavesti. Ta v slovenskem izročilu je to enkrat na leto se živali zberejo in se med seboj pogovarjajo na kresno noč. Če pade seme praproti v škorenj, potem jih lahko slišiš, ampak to pomeni, ker praprot nima semena, to pomeni, da je potreben nek preskok v zavesti, da je mogoče to razsežnostjo komunicirati, razsežnostjo, v kateri so živali kot neka zaokrožena, avtonomna celota. In ta avtonomna, tako kot mi imamo za svoje otroke, da se rojevajo ta svet in odhajamo iz tega sveta, tako tudi živali imajo svoj način, kako so torej določena bitja, duhovna bitja, ki imajo svoj način, kako lahko vstopajo v materialni svet. Ker vstopati v materialni svet, torej svet, ki ni samo duhovne narave, kot je večina drugih svetov, ampak je povezan s temi drobci materije in zaradi tega omogoča globje utelešenje.
In tako živali živijo v tej razsežnosti kot živali, ki jih poznamo zven, ampak paralelno hkrati živijo tudi v svojem, bi rekel, duhovni sferi, v tisti neki drugi, v tem primeru je Burkhard Heim je to postavil v 7. dimenzijo, kjer je tudi naš dom, kot to, kar rečemo, duhovni svet, torej svet človeških duš, tam, kjer smo ljudje, kot duhovna bitja, od tam prihajamo v ta materializirani prostor, se rojevamo in odhajamo iz njega. Ampak to je tako, kot če se gre v službo, to ni naš dom. Zemlja je neko mogočno bitje, neko bitje, ki skrbi za različne evolucije, da jim daje možnost, da se razvijajo. Gaja, zemlja kot zavest. In je ustvarila nek določen prostor, se prej rekel, da ima te razsežnosti deloma materializiran, deloma je to energijski, vitalno-energijski prostor, deloma je to prostor zavesti, vse to je ona tako obitovala in potem se pa različne evolucije v to spuščamo in odhajamo, zmeraj znova se spuščamo noter in odhajamo in tukaj si nabiramo izkušnje zato, da lahko se razvijamo v svoji evoluciji. Tako da bi jaz rekel, to je en kompleksen prostor, manifestacija se ponavadi, ker ni samo materializirana, je tudi prostor zavesti, prostor življenjskih energij. Je neka taka celota, v kateri je možno, da se nekatera bitja se lahko materializirajo, kot so rastline, recimo, ali pa krajina je materializirana, ali pa ljudje, živali, drugi pa niso materializirani, recimo tako kot škratje, ali rečemo elementarna bitja, to se pravi, to, kar preveva naravo kot zavest, so ravno tako bitja, ravno tako prihajajo zaradi določenih nalog, da pomagajo, recimo, zarodku maternici, da se lahko razvije v človeka, da pomagajo rastlini, da lahko glede na njen prav vzorec zbere ustrezne energije in pa drobce materije, da lahko zaraste hrast kot hrast ali pa breza kot breza. To je vse delo te elementarne zavesti, elementarnih bitij, ki spremljajo razvoj človeškega telesa, živalskega telesa, vse kar nastaja kot določena oblika v prostoru ali pa cikluse v prostoru. In tako je pri živali. Ta slovenska tradicija je zelo natančna, ko to opredeljuje kot določen kraj, kjer se živali srečujejo in se med seboj pogovarjajo. To pomeni, kjer one bivajo kot zavestna bitja. Mi smo se naučili, da bivamo kot zavestna bitja v svoji telesni obliki. Živali tega ne delajo. Živali živijo kot zavestna bitja v neki drugi razsežnosti. Ja, ampak zatem so pa še, živali so tudi kozmična bitja. To pa poznamo iz astrologije, kjer je živalski krog, torej zodijak, predstavlja 12 osnovnih arhetipov kozmičnih, na osnovi katerih se živali, ali pa tudi mi smo prav tako, mi smo kompleksna bitja, smo deloma tudi del živalskega kraljestva. Se razvijamo v okviru teh 12 osnovnih arhetipov, ki jih dedujemo od živali. Torej od duhovne
nivoja. Tako da so živali kot v 3 različnih razsežnostih. Te razsežnosti bi jaz imenoval materializirani svet. Potem je pa tisti vmesni svet, ko rečemo vzročni, kjer so prav vzorci matrice, na osnovi katerih na osnovi katerih se potem živali manifestirajo kot določene živali, ampak tam so one svobodne, da med seboj komunicirajo kot bitja zavestno. Potem je pa še tretji nivo, ki je pa duhovne narave. To se pravi, so 3 živali, so hkrati v 3 različnih svetovih. To, kar sem zodiakom povezal. Zdaj ne mislim, da bi to dajem kot primer. Vem, če opažate, skušam se risati tak večdimenzionalni prostor, kako se da to predstavljati. Kako bi lahko tudi za krajino govoril ali pa za druge kozmične svetove, kot je angelski svet, se pa zelo malo približa materialu, sploh ne pozna niti čustvenega nivoja, niti ne pozna mentalnega, kaj šele materializiranega sveta, ampak biva v veliko višjih frekvencah prostora, vzdržuje pa neke osnovne kvalitete v prostoru in znotraj vseh bitij. In te kvalitete nekako sodelujejo v življenju, kolikor dovoljmo, seveda, recimo mi ljudje, kolikor dovoljmo, da se uresničujejo, oziroma kolikor dovoljmo, da nas inspirirajo. V osnovi tega večdimenzionalnega modela, ga tudi bom na razstavi predstavil z različnimi risbami konceptualnimi, je to, da obstajajo, kot rečeno, ta materializirani svet, znotraj katerega se te različne evolucije srečujemo med seboj v nekakšni interakciji, zaradi tega, ker rastemo, se razvijamo in drugemu pomagamo. Recimo, nam so živali ponudile, živali so razvile to možnost, kako se lahko tako kompleksno bitje, kot smo tudi mi v telesi. To so živali razvile, mi smo to od njih se naučili. In še zmeraj v bistvu telo tako uporabljamo kot živali. Ampak to je en element. Drug element je, kar je Gaja, kar je Zemlja. Kot rečeno, nam je ponudila nek prostor, kjer lahko mislimo, potem pa na osnovi svojih idej nekaj naredimo, zmeraj uporabljamo to, kar nam Zemlja ponudi, ne bo še tako visoka tehnika. Je zmeraj iz tega, kar nam Zemlja ponudi kot možnost naše ustvarjalnosti. To je ta manifestirani svet, ki je že večdimenzionalni, ima vidne in nevidne razsežnosti. Zatem so pa te različni svetovi kot avtonomni svetovi, odkoder prihajamo se učiti in ustvarjati v tem skupnem materializiranem prostoru. Ima 6 dimenzij, ker fiziki računajo višino, širino in globino prostora, torej tridimenzionalni prostor se temu reče, temu prostoru. Četrta dimenzija je čas, 5. dimenzija so vitalne sile in 6. dimenzija je zavest. To je ta osnovni prostor. Potem v 7. dimenziji so pa vsi ti avtonomni svetovi, ki so nanizani, pravzaprav ne okrog, ampak so hkrati, torej so hkratno prisotni v prostoru, vsak na svoji
frekvenčni družini, zaradi tega se med sabo ne motijo, ampak obstaja možnost komunikacije glede na te interdimenzionalne portale, torej na preseke, kjer se ti svetovi presekajo. Presekajo se znotraj nas, recimo vsakega človeškega bitja na določenih krajih v pokrajini, ki jih imenujemo svete kraje, na nek način znotraj živali, v rastlinah in tako naprej. In to bi bila sedma dimenzija in za njo so pa je pa dimenzija vzorcev, torej teh prav vzorcev, na osnovi katerih se vsi ti svetovi vsak trenutek oblikujejo, vsak v svoji avtonomnosti. In potem deveta dimenzija je pa pravzaprav se ne tiče več samo Zemlje, ampak se je kozmične narave. Prav, to je tisti nivo, kjer skozi vsa svetove in galaksije in bitja klasično se temu govorimo o kerubim, serafim in prestoli. To so tri nivoji te bi rekel, osnovne dimenzije, ki preveva, presije celo vesolje in vzdržuje neko mrežo možnosti, da se lahko svetovi razvijajo. In zadnje tri dimenzije so pa božanske. Prav so še onkraj tega in onkraj vsake oblike manifestacije. So dimenzije večnosti ali neskočnosti. Tako so preletel kot en tak model, ki je zame zelo verodostojen na osnovi izkušenj, ki jih imam po tiste prvi poti, preko izkušenj. Eno je konceptualno. Konceptualno umetnost smo razvili v 60-ih letih zaradi tega, ker nas je zanimala ravno ta možnost, ne da bi delali projekte, kot se danes morda pomisli, ampak zaradi tega, da bi umetnost imela neko orodje, s katerimi bi lahko bila kreativna v življenju. Zaradi tega smo šli iz galerij ven. Recimo, zaradi tega smo začeli uporabljati vsakdanje predmete v določenih nenavadnih kombinacijah, zato da bi spodbudili en tak, recimo ime oho izhaja iz sklika začudenja. Zaradi tega, ker smo videli v tem eno možnost, da se človeka je treba iztiriti. Mi smo utirjeni v določene, kot sem rekel že na začetku, določene tirnice načina gledanja na svet. In ena možnost bi bila iztiriti. Človeka se da iztiriti preko čudenja, momenta čudenja, ker v tistem trenutku čudenja je človek odprt za razne možnosti. To ime oho in določene metode, ki smo jih razvili, bojo tudi na tej razstavi predstavljene. To morda, ko bom imel vodstvo, bom več o tem govoril. Ampak so še drugi načini, recimo tukaj postavljamo instalacijo v tej viteški dvorani, sestop miru na zemljo, ker so tukaj freske najbolj slavnih bitk rimsko-nemškega cesarstva, svetega rimsko-nemškega cesarstva. In gre za interakcijo tega vzorca med vzorcem, ki ga danes doživljamo recimo pri sodobnih vojnah, so ravno tako neki nesmiselni pohodi, kot recimo
v Afganistan ali Irak. Doživljamo ta isti vzorec svete vojne in kako bi bilo mogoče ta vzorec spremeniti z neko umetniško intervencijo. Ne mislim zdaj za cel svet, ampak kako bi se dalo delati pri spremembi, torej sprožiti neko kreativno dejanje v smislu spreminjanja tega vzorca, ki nas veri znova vodi do vojne. Ta vzorec je, tolikrat smo že rekli vsi, da ne bomo delali več vojn, nikoli več in nikoli nismo uspeli to obljubo obdržati kot resnično. To se pravi, da je tukaj potrebno delo pri spremembi tega vzorca v tisti 8. dimenziji, kjer so ti vzorci spostavljeni, kako se vedemo. Mislim, da je umetnost poklicana, da v teh razsežnostih deluje, zaradi tega, ker je praviloma nima, pa ne bi smela imeti ambicij izkoriščanja teh dragocenih razsežnosti, ki so v globinah življenja. Ampak se od nas zahteva, bi rekel, visoka stopnja etike, ko se s tem ukvarjamo in natančne zavesti, zakaj to delamo in kaj je smisel tega. Da bi na koncu še enkrat podaril tisto, kar mogoče nisem dovolj jasno povedal na začetku, da mene zanima ne umetnost kot nekaj samo po sebi, ampak tisti moment, ki je v človeku, vsakem človeku v smislu ustvarjalnosti, potenciala ustvarjalnosti. In jaz vidim, da ta potencial ustvarjalnosti ga nosimo v sebi v smislu, ta potencial ustvarjalnosti je mišljen kot ustvarjanje kozmosa, sveta v smislu svetega, da imamo sposobnost, ta sposobnost je v nas trenutno zamrznjena zaradi tega, ker avtomatično sledimo vzorcem, ki se prenašajo iz roda v rod in masovna kultura, recimo, ves čas vzdržuje in podpihuje. Potem se pa upiramo in kričimo, da hočemo spremembe in pričakujemo, da bomo dobili spremembe, ampak žal ne moramo pričakovati nobenih sprememb, če ne spremenimo sami sebe. V nas so ti neverjetni kreativni potenciali, recimo, da iz vsega tega, kar zdaj gledate, so samo vibracije in vi ste sposobni videti mene tukaj, da stojim, pa te dva stebra. To je čudež vseh čudežev. Ampak to je močna kreativnost, ampak je zamrznjena. Zaradi tega, ker sama sebe ne prepozna in avtomatično sledi nekim vzorcem, ki zdavnaj več ne obstaja. Zato sem rekel, da smo 100 let za samim sabo capljamo. In mi te kreativne sposobnosti, ki je znotraj nas in potrdilo tega je, da lahko iz tiste primarne juhe, vseh teh, kot rečejo fiziki, vse te čudovite stvari naredite vseh zase. To je silna kreativnost, ampak ta kreativnost je v spečem stanju, zaradi tega, ker avtomatično sledi določenim vzorcem. In resnična revolucija bi bila ta, če bi ljudje, vsak od nas začel biti ustvarjalen in bi to svojo sposobnost
ustvarjanja uporabil za to, da bi iz sveta naredili in sožitja in prijateljstva med vsemi temi evolucijami, ki se tukaj srečujemo. Ves ta potencial je v nas, ampak zato bi morali postati neke vrste umetniki življenja. To se pravi, kreativci, ne rekreativci, ampak kreativci. Upam, da me razumete, to je... Smem se nekaj vprašati? Kaj? Smem se nekaj vprašati nekaj? Ja. Kje naj posameznik najde? Kako? Kje naj posameznik, to vsi, ki vidimo, kreacijo enako stavljeno vsi. In kje naj posameznik najde svoje mesto v tej kreativnosti? Vedi, se sam najde možnost verjetno, ne? Ja, seveda išče te niše, rečem, kjer bo kreativno, pa bo svet boljši. Vsak zase. Ja, seveda. To je, razumem, to je jedno veliko vprašanje, ampak najprej se je treba, ampak to je, gre postopoma, najprej se je treba zavedati, da sledimo tem avtomatsko, sledimo določenim vzorcem, ki so naprej dani in ki so tako smerjeni, da nas zmeraj vodijo v iste probleme. Ja, to je banki se nima. In resnična revolucija zame je, ko se tega ozavestimo in začnemo iskati alternativna pota. To pa je enostavnost. Ampak, če se take stvari ne izgovorijo, potem nikoli ne pride do tega. To je že, sej smo, jaz recimo skozi delam na tem preko delavnic, da učim te drugačno vrsto percepcije in s tem sposobnost, da začenjamo v svoje kreativne sposobnosti uporabljati, tako da vidimo recimo poleg drevesa, ne samo drevo, tisto fizično drevo, ampak da znamo začutiti in doživeti tisto, kar to drevo predira kot zavest tega drevesa. Tako se več ljudi začenja na ta način nabirati doživetja, potem se ta vzorec začenja spreminjati in več ljudi ima potem dostop do tega. Jaz to delam 30 let učim in lahko vidim, koliko hitreje se to dogaja recimo po 30 letih pri ljudeh. Ker je še toliko več ljudi začenja svojo zavest odpirati in vsaj recimo kot možnost te večje dimenzionalnosti, ali pa tudi, da novina že izkušnje. S tem je pa stari vzorc se začenja brisati in ti novi vzorc večdimenzionalnosti postajajo močnejši in s tem lažje dostopamo do te dimenzije. Samo to nam, veste kaj, to nam ne pomaga, če ne znamo to prevesti v ta trenutek. To je zmeda okrog teh svetih knjig. Nič nam ne pomaga, če je to vse v svetih knjigah, če to mi tudi čitamo, če to ne znamo prevesti v moj, v tvoj zdajšnji trenutek. Ker tisto, kar so modri rekli pred 2000 ali 5000 let ali 500 leti, tisto ni več. Mi lahko tisto samo skozi svojo neposredno izkušnjo zdaj obnovimo in preobrazimo. Tako kot Jezus je rekel, vršite Biblijo stran, potem je pozemite nazaj. To se mi zdi sjajno, ker to pomeni, da to se reče zdaj pri računalniku reset. Ja, to je to, da. Ker moraš
pozabiti in vzeti nazaj v smislu ne več tako, kot je, ampak kot je zdaj in znotraj tebe. In takrat to je. Obstaja iluzija, recimo se držijo množice svetih knjig in kot, ne vem kaj ne rečem, opijanci in plotovi predaniso, ampak to ne govorim. Se držijo svetih knjig in se ne zavedajo, da te svete knjige ne obstajajo več in niso veljavne. Niso veljavne. Ne, se samo... Vse v teh svetih knjigah je vse. Vse je v teh svetih knjigah. Ampak če to ne oživimo v vsakem trenutku, nima kreativnega potencijala. Je spet vzorec, ki ga ponavljamo. To si premalo zavedamo. In umetniki so morda bi morali biti taki, ko pominjamo na to. Ker umetnost lahko živi samo v trenutku. In če je tisti trenutek zgubila, potem je mrtva umetnost, je morda lahko muzej, ampak umetnost je zdaj. Hvala lepa, da ste prišli. To ni predavanje, to je delavnica, ki spremlja nastajanje razstave. Mi smo od 7 zjutraj na delu. Mislim, vsak večer bi imel tak košček, če ste za to. In bomo veselje vas pozdravili, če boste še prišli jutri ali pa pojutrišnjem. In se vam zahvaljujem za sodelovanje, ker v bistvu zdaj pomagate zgraditi to energijsko in zavestno polje. Upam pa, da je to izmenjava, da tudi vam to nekaj pomeni, zdaj ne, da bi vas jaz izkoriščal za to, to bi to hodilo, ampak upam, da je to dobra izmenjava in če vi mislite tako, potem ste vabljeni, da še prijete, pa tudi sicer.